Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Aleš Kardelj, svetniške skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije, kako bi ocenili prvo leto v tem mandatu dela mestnega sveta, pa tudi tega župana in županstva? Ja, če bi na kratko ocenil, potem bi rekel seveda pozitivno, kajti veliko premikov je bilo, jih pa seveda različno ocenjujemo. Vsaj kar zadeva tisto, kar je v programu naše stranke, torej Demokratične stranke upokojencev v Ljubljani, so se nekatere stvari vendarle začele premikati tudi na bolje. To je nekaj na področju sociale, nekaj na področju dnevnih centrov za starejše, ki so nekako zaživeli tudi pri nekaterih domovih za starejše v Ljubljani. Je pa seveda res, da s tem, kar je, nismo zadovoljni in bi radi več. To je normalno, človeško. Seveda pa tudi z drugih področji, ki pa niso v našem programu ali pa vsaj v ospredju tega programa, pa se mi zdijo poteze in pa sklepi, ki so bili sprejeti na pobudo našega župana, pravzaprav pozitivni za mesto. Nekatere akcije so pa seveda tudi pri posameznih delih četrtih v Ljubljani naletele na negativen odziv. Vendar pa, če bi rekel rdečo črto kot skupni imenovalec, potem je to vsekakor pozitivno, začelo se je premikati, da pa ne bomo vsi vedno zadovoljni, pa seveda tudi res, pa še 3 leta je pred nami in je tudi prav, da še kaj postorimo. No, kljub samo premočna zmaga Zorana Jankovića na županskih volitvah in tudi dejstvo, da ima njegova lista absolutno večino v mestnem svetu, je nek nov moment v slovenske politiki, torej v ljubljanske politiki. Kako se vaša stranka znajde v tem oziroma kakšne so razmere za delo v mestnem svetu z tega vidika? No, če bi ocenjeval volitve pred enim letom, potem je seveda ta cunami, ki ga je naredila lista oziroma sam župan Zoran Janković, bil za nas hendikep in smo po eni strani veseli, da smo pravzaprav zastopani vsaj z menoj, vsaj z enim članom mestnega sveta. Po drugi strani, če primerjamo, da so nekatere stranke, ki v državi kotirajo više kot Desus, recimo Slovenska ljudska stranka, pa Slovenska nacionalna stranka, ni več stranke mladih, pa še marsikoga drugega ne iz prejšnjega mandata v mestnem svetu, potem je to zadovoljivo. Ne bom rekel dobro, ampak zadovoljivo. Je pa seveda nezadovoljivo, če vemo, da smo imeli prej 2 svetnika, zdaj imamo samo enega. Jaz se trudim skupaj z četrtnimi svetniki, ki so v Ljubljani bili izvoljeni, da bi program, problematiko, stiske, tegobe starejših pa invalidov prišle večkrat na dnevni red, da bi bili tu sprejeti dokumenti in seveda tudi koraki, da se izboljšuje sociala na tem področju. Je pa seveda resno, da se vse skupaj bolj počasi premika, kajti ta vprašanja, ki so nekako v ospredju naše stranke, niso v ospredju programa liste Zorana Jankovića. Tam je v ospredju seveda veliko drugih stvari, pa tudi tiste, ki jih ima on v ospredju, vendarle podpiram in to z vsem srcem, kako seveda tudi ne, če pa je vsak, bi rekel, od 10 volivcev, ki hodijo po cesti, jih je kar 7 tistih, ki to podpirajo in bi bilo ne modro, politično, nespametno nasprotovati. Projekti, ki jih je zastavil, mislim, da so dobri, da bodo uresničeni, morda s kakšno leto ali 2 zamude, ampak pri tem ne gre iskati samo pozicijo pa opozicijo. Mislim, da na teh projektih ga bomo vsi podprli, vsaj jaz zagotovo, tako da ne samo za glasovi, ki jih ima, jih pridobiva tudi druge. Seveda jih pa nekje izgublja, to je pa tudi res. No, pa vendarle iz večjih koncev, predvsem opozicije v mestnem svetu, je bilo slišati očitke o, da se tako reče, zmanjševanju ravni demokracije. Ravno tudi iz naslova tega, da ima lista, da lahko lista zaradi večine v mestnem svetu večkrat uveljavi svojo voljo brez menda kakšne resne debate, tako v odborih kot na sejah. Imate tudi vi tak občutek? No, tazga občutka hudega res nimam. No. Jaz moram reči, da takih brezplodnih debat in razprav, kot so bile v prejšnjih mandatih, seveda ni več, kar je dobro.
No vem, jaz nimam občutka, da bi kdaj ne mogel kaj povedati, da ne bi smel kaj povedati, da bi bilo čez rob preveč. Tega nimam, je pa res, da take pripombe ali pa dopolnila ne naletijo na plodna tla, da zaenkrat glasovalni stroj liste deluje. Še zadnje vprašanje, kje bo Ljubljana ob letu Sorej in kakšno vlogo bo in ali pa bi želela imeti pri tem Demokratična stranka upokojencev? Ja, jaz bom zelo vesel, če bomo uspeli vendarle, da se bo resno začel graditi in da bomo tudi na oči videli dom za starejše v Trnovem. Zelo bom vesel, če bomo imeli kakšen dnevni center več, da bo Mestna zveza upokojencev to pridobila. Zelo bom vesel, da ko bo konec predsedovanja in ko bodo državnozborske volitve mimo, da se bo zopet vsa, bi rekel, pogledi in kritična ost upirila v probleme našega mesta in seveda tudi zelo bom vesel, da se bodo številne gradnje, rekonstrukcije v Ljubljani vendarle končale. Vsi smo želeli, da se kaj spremeni, vsi smo to hoteli, potem pa naenkrat, ko se je to spremenilo, pa nismo bili več tako navdušeni, ampak jaz vendarle mislim, da če se bodo začele graditi garaže pod zemljo, tako na tržnici kot na Kongresnem trgu. Če bo zaživel, bom rekel, utrip starega mestnega jedra, bolj kot je, sicer tudi zdaj ni tako hudičevo slab, potem bom vesel. Še bolj vesel bi pa bil, če bi seveda naredili korak, dva naprej za starejše, glede brezplačnega prevoza v mestnem potniškem prometu. Zelo bom seveda vesel, če se bodo povečale pomoči Zavoda za oskrbo starejših, da bo teh ljudi, kajti Ljubljana se vendarle stara, Ljubljana iz leta v leto postaja mesto vedno bolj starih ljudi, no ti ljudje pa seveda potrebujejo poleg tople besede seveda tudi še veliko drugega. No in to pa je tisto, za kar bom skrbel v tem mestnem svetu, da bo, bom rekel, vsaj prišlo na dnevni red, pa če bo izglasovano ali pa ne, jaz upam, da vendarle bo. Aleš Kardil, hvala lepa in vse dobro v novem letu. Ja, srečno tudi vam, poslušalkam, poslušalcem, gledalcem, gledalkam. Kaj reči drugega, gremo naprej in dokler bo Zoran Janković odločen in bomo mi stali za njim ob dobrih projektih, potem bo to za Ljubljano seveda tudi dobro, čeprav včasih zgleda navzven, da se bolj kregamo, kot je res, ampak saj se ne tako hudo.